kako gre? Dobro, hvala. Ponedeljkovo pa že torke, ne? Ja. Meni Amon rekel, ta ženska je prodala počitnice za 300 jurjev. No, se je zmislil, 300 ne, za 150 pa definitivno. Okej, razlika med 150 pa 300. Meni je vseeno, ampak point je to, da jaz v bistvu, kadar prodajam, jaz prodajam emocije. Okej, verjamem, da vsak ne more prodati, ne zna prodati mogoče nekaj za 100 jurjev, za 50 jurjev, 70 jurjev, ampak v bistvu ni point v številki. Jaz se ne obremenjujem številko. No, za začetek, kako bi ti rada, da bi tebe ljudje prepoznavali? Jaz v bistvu ne rabim, da me ljudje mene prepoznajo. Jaz se v bistvu skrivam, tudi mi se malo skrivamo, če sem prav poštena. Ja. Ne zato, ker ne bi želeli, da me ljudje prepoznajo, daleč od tega. Ampak zaradi tega, ker ne rabim te potrebe, nimam te potrebe. Okej. Pa deva drugače. Kaj misliš, da sem povedal, kdo si ti? Jaz sem popolnoma drugačna, kot so drugi. Zakaj? Zato, ker iščem vedno, karkoli počnem v lifeu, hočem v bistvu, da je drugačno. Jaz ne maram stvari, ki so samoumevne, ki jih lahko kupaš. Pa vse več ali manj vse stvari ali kupujemo zaradi strahu ali pa zaradi neke emocije, ki si jo predstavljamo, ne? Vse tudi luksuzni avto se kupi zaradi emocije. Ali pa kupujejo v Sloveniji, v Sloveniji, ne samo v Sloveniji, po moje to povsod, ampak pač se kupuje zato, da ljudje hodijo na počitnice, nimajo denarja, hodijo na počitnice, plačajo več, kot si lahko privoščijo, zato, da se pojavljajo, da dajejo to na družabna omrežja. Zato, to je ta Instagram turizem. Instagram, saj ni point v Instagramu. Point je v tem, da povejo svojim prijateljem, wow, smo bili na Maldivih, wow, sem bil v vili z bazenom. Shit, a je to pomemben? Dobro, jaz mislim, da tiste, ki jim ti rihtaš počitnice, nič ne dajo od sebe. Dajo. A dajo? S čim se ukvarja tvoja agencija? Kdo je stranka tvoje agencije? Naša agencija se ukvarja z počitnicami, ki se delajo po meri. Mi imamo stranke, ki lahko zapravijo 200 jurjev. Koliko časa? 200 jurjev za koliko časa? Koliko so to počitnice? Za 3 tedne in mesec. Za 3 tedne in mesec? Kaj si mora človek privoščiti, da lahko zapravi 200 000 evrov? Zelo hiter, še krajši čas. No, daj mi razloži. Ja, ne vem, en privaten avion, pa en dober hotel, pa malo zmišljevanja, kakšen helikopter, pa smo tam. 200 jurjev? Ja. Pa sej ni point v številki. Dobro. In naše stranke so tudi stranke, ki mi rečejo, le Barbara, mi imamo za naše družinske počitnice 5 jurjev, naredi najboljši z tega. Za 14 dni. In naredimo. In pridejo domov in so srečni. To je čist druga stranka, pol. Mislim, ali pa drug segment. Ja, ne. Vejo, kaj hočejo. In na koncu je pomembno to, da so vsi srečni. 5000, koliko si rekla, v 14 dneh, ne? To ni ekstremno velik denar za počitnice. Za 4 ljudi. Ja, pa tudi celo rekel, da moraš malo pomisliti, seveda, ki bojo oni se lahko imeli dobro sploh za ta denar. Absolutno, ampak se bojo imeli in point je to, da se imajo dobro, da ni vedno spati v 5-zvezdičnem, 7-zvezdičnem hotelu, ki stane 5 jurjev na noč, da ne prinaša emocij to, da ne prinaša sreče to. Ti moraš iti na počitnice zadovoljen in se boš imel fan kjerkoli. Zdaj, ko te to poslušam, si predstavljam, da obstajajo ljudje v Sloveniji, ki si mogoče želijo vesoljskega turizma. A si imela že kakšno tako povpraševanje? Nisem, smo pa imeli idejo, da bi to ponudili. A res? Ja. Pa misliš, da so tukaj taki ljudje v Sloveniji? Pa bi, ne? Če ponudaš, prodaš. A ti imaš več ali manj samo Slovence, ali imaš tujce? Tudi tujce. Tako, znam si predstavljati, da zdaj ti širiš ta biznis po priporočilih, a ne? Ker je nekdo zadovoljen, se vrne in še prijatelju pove, ne? Ampak kako pa začneš ta biznis? Težko je po priporočilu, ne gre kar, da boš prodal. Pa nimaš nobenega priporočila na začetku. Okej, nimaš. Jaz sem v bistvu financerka. Ja. Nisem bila v tem okrogu ljudi, jaz sem bila financerka, delala sem v revizijski hiši, ukvarjala sem se totalno z drugimi zadevami. No in pol spoznam pač enega mladeniča, ki ima idejo. Jaz sem imela nekaj denarja in on je imel idejo o najbolj luksuzni agenciji. In jaz sem dala denar, on je dal idejo in smo naredila, jaz mislim, da najbolj luksuzno agencijo v Sloveniji.
To je ta tvoja agencija? Ne, to ni ta moja agencija, Aha, to je naprej. bivša agencija. Okay. Ampak potem se nekaj razšla? Pa sva se razšla, nema veze, super, jaz sem se zelo veliko naučila o prodaji, prej nisem imela pojma o prodaji. Okay. Upam, da se je on naučil kaj iz financ. V glavnem, razšla sva se in jaz sem naslednji dan ustanovila novo firmo in novo agencijo, ki se kliče, v bistvu ime firme je Volo, začeti leteti pomeni po latinsko. No in pol je bila moja ideja, to je bilo leta 2010, na začetku recesije, in pol je bila moja ideja, da bom pač delala to, kar smo delali prej. Okay. S tem, da sem rekla, da bom pač kakšno stvar sem se pa naučila. Mi smo prodajali samo 3 destinacije in v bistvu je najtežje zadržati stranko, če ji nimaš možnosti ponuditi kaj novega. Okay. In ti jo že 3-krat pelješ na Maldive, ne? Pa 3-krat v Dubaj, pa 2-krat na Mauricius. Ampak pa se pa to... A to je tisto, kar je high-end ponudba za Slovence v glavi? Ne. Kje pa? To je tako, kar najbolj gre. Okay. Potem sem pa jaz rekla, ne bomo zdaj delali, če imamo tako dober servis, moramo te stranke zadržati, ker najtežje je dobiti novo stranko. Staro stranko, če si ti dober, jo zadržiš. No in pol v bistvu smo začeli dodajati destinacije. Ja? Najprej tiste, ki smo jih tudi mi poznali sami, pa tudi kaj takega, ki pač nismo poznali. Top na svetu so sigurno francoska Polinezija z določenimi hoteli, top Fidži z Local Islandom recimo. No in pol v bistvu smo začeli dodajati. Tako da dejansko v tej agenciji me je kakšna stranka pol, jaz sem si hotela vzeti en mesec fraj, ne? Ampak so te stranke poklicale? Naslednji dan presežem. Jaz se zbudim zjutraj in v bistvu šla sem z prejšnje agencije z nič nisem imela. Nič. 0. Ja? Nič. Niti računalnika. Ne. No in pol se zbudim zjutraj in telefon in Barbara, smo slišali, da imaš pa ti zdaj novo agencijo. Mi rabimo Mauricius. Ja, seveda, ni problema. Vam pošljem ponudbo do konca dneva. Tako da v bistvu, jaz sem že naslednji dan delala. Bravo. Brez nič nisem imela. Se pravi, ta biznis je zelo težko iz nič štartati, ne? Ni težko, pač začneš. Ampak verjetno ne začneš kar takoj s tem high-end turizmom, ampak počasi rasteš v tem premijski razred. Ja, to jaz ne bi rekla tako. V bistvu se moraš ti postaviti na zelo visoko pozicijo, z nečem, kar je novo. Mi smo se recimo v prejšnji agenciji smo se postavili s tem, da smo bili prvi, ki smo delali Dubaj. In to nas je lansiralo recimo. In tam je bil 7-zvezdičen hotel in mi smo vsakega našega gosta, ki je šel v Dubaj v začetku, peljali vsaj za eno noč v Burj Al Arab. Ta hotel s 7 zvezdicami. Okay. Če ne drugega, vsaj na večerjo. Ampak kaj, drugače grejo pa v Dubaj ljudje v shopping? Ne, v Dubaj greš zato, ker je tam pač en tak Disneyland. Tako, ko greš v Miami, greš v Dubaj. Zaradi tega, ker tam je vse easy, varno je, drugačen svet je, ne težijo ti. Greš pogledat, kaj denar lahko iz ene puščave naredi? Ja, sam ni vse v denarju, ne. Jaz mislim, da ni vse v denarju. To je zelo, zelo pomembna miselnost. Gotovo ima Katar več, gotovo ima Kuwait več, gotovo ima mrzkšna, sem gledal na Saudska, Visual recimo. Capitalistu, kje so najbolj srečni ljudje, ne? Ja. In me je presenetilo, da so v Katarju zelo malo srečni, ne glede na to, koliko imajo denarja. Ja. To me je presenetilo. Ni point v denarju. Ja. Daleč tega. Ampak daj je najbolj zahtevni tvoji gosti. Ja. Ti v bistvu si za njih neke vrste osebni koncierž. Ja. On ima tvoj support 24/7. Ja, to ja. V bistvu skozi leta sem ugotovila, da jim je veliko bolj pomemben skoraj prijateljski odnos, kakor je ta oddaljen odnos. Jaz točno vem, kakšen hotel je komu všeč in oni meni pošljajo datume. Lej, tlele imamo mi frej, dej, priprav, nared, kam gremo? Se pravi, oni rečejo, daj načrtuj mi doživetje. Tako je. Oni nimajo časa se s tem badati in oni vejo, da pač mi to znamo. Ti mi ves čas govoriš ti, ampak nisem sam jaz imam ekipo, jaz sama ne bi zmogla tega. Šteka, ampak ti si prvo lice te ekipe verjetno. Ja, sem ja. Ker si predstavljam, da pa zelo veliko ljudi v ozadju more nekaj urejati. Ja. Pa probam, da tudi oni, so nekateri, ki so se že na njih navezali. A pa ni strah, da ti stranko odnesejo pol taki? Kdo? Ja, taki, ki jih ti zdaj na stranko že navajaš. Ja. Če hočejo, ne odnesejo stranke dovolj.
Daj, da si lažje predstavljajo te, ki bojo gledali ta Ja. video, 3 neke take ekstremna doživetja, ki so si jih ljudje zaželeli. Recimo so šli na severni tečaj z ledolomilko. Kaj je to, en teden kruzat, ko grejo eni po Ja. po Ja. Karibih, eni Ja. po Dalmaciji, Ja. te pa... Ja. Zelo veliko je teh počitnic, ki imajo neka športna doživetja, z nekimi heli-skiingi. Ok, heliski in kaj, tam prestiž je verjetno Kanada. Ni Whistler nujno. pa tako. Ja, tam. Whistler ni nek hud prestiž. To še No, jaz okej, hodim. Hujši prestiž je to, da imaš najeto barko na Aljaski, da imaš na barki helikopter, jacuzzi, pa greš. To so doživetja, ki jih ne moreš kupiti, če ne poznaš. Da greš recimo, to je spet Aljaska recimo, pa greš z vpregami z psi. Aha. Ampak taki ljudje, polk jim to organiziraš, to s private jeti letijo na Alasko. Ni nujno. Ni nujno. To je predelac s private jetom, to ni udobno. Boš leteti prvi razred. Ja. Pač private jeti, ok, tlele po Evropi, ki so manj, ampak drugače načeloma ni toliko tega. No. Jaz rad dobro jem, rad Ja. imam vina, Ja? jadram rad, Ja? pa skoraj bi rekel, da sem malo odvisnik od golfa. Aha. Kakšno doživetje bi mi polti. Pa recimo 10 dni je maksimalen Ko imaš dopust, ki časa. si ga... Ja, hitro se zdolgočasam, no, pol. mislim. Ja, dobro. so to- Ja, rajš imam veliko kratkih dopustov. Jaz bi ti pa definitivno eno Toskano Okej. dala, kratko, 4 nočitve. No, pa veš, da v Toskano, zdaj po mojem že ne 4 leta zapored, Ja. z družino hodimo za Božič pa za nov let, takrat In? v praznike. Ja. Nič, sam golf igramo, ker takrat se da, to je edina Pa destinacija. hrana je ne, fantastična. Daj mi povej, kako se lahko nekdo tega posla nauči? Obstaja kakšna Ni šole. za firma, to. ki je svetovno znana na tem področju? Ne, to so butične zadeve. Jaz ne poznam niti na svetovnem merilu, da bi obstajalo karkoli, kar bi se to lahko naučil. To se naučiš z delom in da sam probaš marsikaj. Ja. To je isto, kar se obleč. Ti lahko imaš 100 jurjev, pa se bo eden oblekel katastrofalno, eden se bo pa lahko za 500 evrov oblekel tako, da boš dol padel. Ni vse v 5-zvezdičnem hotelu, treba prepoznati. Si predstavljam, da v tem tvojemu poslu besede to se ne da ni. Načeloma ni, ne obstaja. Ko enkrat rečeš, to se ne da, on že začne razmišljati, da mogoče bi pa še kakšnega vprašal. Ja, tudi jaz nikoli ne rečem, da se ne da. Seveda, če mi nekdo reče, da želi danes sonce, ok, danes dežuje, sorry, takega vpliva pa tudi jaz No, nimam. no. Evo, 2 zgodbici povem, taki, ki sta over. No, daj. Torej, kličejo z Maldivov, presežem, da se je to res zgodilo. In mi rečejo, Barbara, jaz bom zamenjal hotel. Jaz, ok, shit, kaj pa je? Niso mi všeč prti na mizah. In če bi videla ti, kakšne srajce imajo te natakarji, tudi tebi ne bi bilo všeč. Bili so pa na Four Seasons Landegrevaru, to je eden top hotelov na Maldivih. Jaz mislim, da ni bil problem v prtih, ampak o čem drugem, ampak ok, nema veze. Pa kliče gospa tudi z Maldivov, da imajo ljudi čas razmišljati. Prav, Barbara, tlele toliko palem, jaz prosim. Jaz sem mislila, da to je sam pesek. Prvo sem se usedla, ker nisem vedela zdaj, a se to heca ali kaj. No, tlele nismo menjali, ampak se je pomirila, da je pač palem velik. A imaš daj kakšno stranko, ki ni najbolj srečna? Ne, Ne. ne. Oni v bistvu rabijo, zelo veliko strank rabi v bistvu nekoga, da se pogovarja, da jih posluša. Kakšen marketing rab tvoje podjetje? Nisem prav ziher kakšnega, če sploh kakšnega. Ampak recimo, kaj je zame dober marketing? Recimo, ne vem, jaz to, da stranko jo ves čas, jaz poznam vsakega, mi poznamo vsakega, vemo, kdaj ima rojsten dan. Prejšnji teden smo pošiljali recimo gajbico sadja, koliko to prinese plusa in enega pozitivnega. Ker si se spomnila, Ampak kako? to mi ne pošljemo zato, v bistvu zaradi marketinga. Mi pošljemo to zaradi tega, ker smo se spomnili na njih in rečemo, ma dajmo jih malo presenetiti. In pa pokliče gospa in reče, Barbara, ma se jaz nimam rojstnega dneva. Pa si nismo poslali za rojsten dan, poslali smo kar tako. Ali pa prej, ko si me vprašal, a se bojiš, da ti bojo speljali? Ne,
Ne, jaz se ne bojim, ker če je kje drugje boljš, pejte tja. Fora je, jaz mislim, da pri vsakem poslu, ko ti prodajaš, ne gradiš na kratki rok, jaz gradim na dolgi rok in jaz hočem, da mi zaupajo 1000%. In jaz, če recimo dam ponudbo, pa pol dobim nižjo ceno, jaz jih pokličem, smo dobili nižjo ceno. Aha. Misliš, da v Slovenci vemo, kaj je prestiž, a imamo dovolj domišljije? Ja, imamo. Jih moraš ti spodbujati z neko domišljijo ali oni sami pridejo z neko že izoblikovano željo? Nekateri pridejo z oblikovano željo. Recimo zdaj glih delamo eno zakomplicirano Ameriko v kombinaciji s Karibi. Imajo željo, Barbara, mi bi sončni zahod, mi bi zelenje, mi bi, da ptički čivkajo. To imajo želje. Ti moraš pa zdaj najti tak hotel pa ki gleda na sončni zahod, ki ima lepo plažo, ki ima lepo zelenje, ki ima lepo to, pa ki ga lahko povežem z nečem drugim. Mi prodajamo potovanje, ki je sestavljeno. Torej, najprej grejo v Miami. Okay. V Miamiju grejo na košarkarsko tekmo. Drugi dan grejo na izlet, tretji dan grejo s helikopterjem na ogled Miamija, pol imajo vmes še 2 dobre večerje, pol jih pridejo iskat, jih peljejo na letališče, odletijo na Karibe. Ja. Na Karibih jih spet počakajo, grejo najprej za 4 dni nekam ali pa 5 dni, zdaj spet odvisno od stranke, ena hoče biti 14 dni, ena se noče seliti, ena se hoče seliti, odvisno. Pol grejo za 6-7 dni v en hotel, tam se malo odpočijajo, ker po enih 4-5 dnevih ogledov pa tega rabiš malo relaksa, grejo na golf, grejo spet na 1-2 izleta, pa imajo cukor za na konc, recimo neko spet fantastično doživetje oziroma fantastičen hotel, ki je pa popolnoma drugačen, ker so recimo hiše na drevesih. Zmeraj moraš pustiti na koncu tisto največ. Pa en dan premalo, ne? Pa en dan premalo, to pa sem se naučila. Vedno mora biti krajše, kakor si človek želi, ker vedno ti mora malo zmanjkati. Daj mi povej, kaj bereš, kje dobiš ideje za inspiracijo? Obstajajo sejmi za luksuzni turizem in to hodim. Kje pa so taki sejmi za luksuzni turizem? Ne vem, lansko leto sem bila recimo tlele v Avstriji. Loop je ena firma nemška, ki povabi take, v bistvu sem rečva 100-120 prodajalcev oziroma pač na drugi strani hotelov oziroma prodajalcev nekih emocij, na drugi strani smo mi, ki smo bajerji in to imaš sestanke kratke, 10 minut, 1 na 1 in to recimo, to mi je zelo všeč, sicer zelo naporno, ampak recimo to je tak relationship building, bolj kot pa to, da ti... Ampak ti predstavijo, ne? Pa če te več zanima, pa zveš še malo več. Ja. Zdaj, tvoja firma prodaja prestiž, ne? Je nek luksuzni segment ali pa tak profil kupcev. Ja. Katere 2 slovenski podjetji misliš, da bi pasali zraven, glede na to, kakšne kupce zadovoljujete? Kakšen Malalan recimo, ali pa kakšen Porsche, ali pa kaj takega. Nisem nikoli o tem razmišljala. Imate mogoče kakšno sodelovanje tako? Ne. Kako bi pospremila koga mladega, ki bi želel tudi na to pot stopiti? K nam mora priti službo, pa ga bomo naučili. Kakšne mora imeti pa predispozicije, da ga vzamete? Samo odprto glavo, pa željo, pa pripadnost. Jaz hočem pozitivne osebe okrog sebe, hočem ljudi, ki grizejo, pač mi ne rečemo ne našim strankam, pač treba je probati vse. A to sem pa prepovedala, uporabo besede problem. Ni problemov, so izzivi. Kaj je zate vrhunski produkt? Tak produkt, ki mi ustvari emocijo. Meni materialne stvari me ne drivajo. Če bi mi kdo da Cartierjev prstan, meni to nič ne pomeni. A veš, kaj je najpogostejši odgovor bil do zdaj? iPhone. Ne. Okay. Apple iPhone? Ja. Okay. No, jaz sem razmišljala recimo zdaj o kakšnih arhitekturnih dosežkih, recimo. Recimo Burj Khalifa v Dubaju, to je en produkt tak, ki te driva, da ga je človek naredil prvi. Kaj pa ti je asociacija za vrhunski marketing? Vrhunski marketing? Apple. Definitivno. Kaj vrhunski marketing. Kaj pa ti je asociacija za zadovoljno stranko? Nasmešek na obrazu. In to, da mi že z počitnic
mi pošljajo slikco ali pa SMS. To mi največ pomeni, res. Kaj pa dream business zate? To, kar delam, če ne bi delala tega. Imam idejo o športnem turizmu, recimo. To me fascinira in to bom delala. To sem videl ogromno tam tvojega smučanja v Kanadi. Mojega smučanja, ampak jaz imam še druge. Ljudje si želijo vedno več doživeti. Si ne želijo samo hotela pa ležati na plaži. Nekateri že, ampak ljudje si želijo doživeti. To, da si mogoče kot turist na posadki Amerika skapa. Recimo, no, tudi imeli smo stranko, ki je letela v Perth, šla na barko in šla do Cairnsa z to barko čez Avstralijo. To je bila tudi želja in to smo tudi v bistvu delali. So si želeli iti na Tour de France, ne vem, za en teden, iti poleg Tour de France, da so oni pa še kolesarili zraven. Kakšno bi dala nek napotek recimo ljudem, ki bi želeli postati game changerji v svojem biznisu? Bodite drugačni. Ne se ustrašati, bodite drugačni. Če imate idejo, pejte in jo speljte. A lahko dam še napotek strankam? Dej. Pejte zadovoljni na počitnice in se boste imeli dobro, kjerkoli že boste. Sam tlele je pomemben. Hvala ti.